Živa, danes je druga epizoda 4. sezone oziroma 47. epizoda od vsega skup, po moje. Ja, mislim, da je nekaj tasga. V glavnem, danes si bomo pogledali zanimive spolne prakse, zgodovinske zanimive spolne prakse, pa še to je verjetno narobe. V glavnem, jaz ful rada spremljam kanale na predvsem Instagramu, TikTok, ne toliko, ki imajo kakšne te reelse od kakršnih koli čudnih praks, vraževerja, mitov in tako naprej. In tudi pač o spolnosti. Ful rada kakšne take, ne vem, viktorijanske fore, pa to mi je ful všeč. Se rekla, ok, pač zdaj grem jaz pogledat, kaj bi se dal najdeti, da vam kaj zanimivega povem o spolnih praksah, oziroma vse, kar se tiče tega, ne vem, eksperimentiranja, iskanje kontracepcijskih zaščit ali pa pač kakorkoli želite to poimenovati, spravo za preprečevanje nosečnosti in tako. In mislim, da sem najdla kar nekaj zanimivih primerov. Tako da danes, glede na to, da imamo zgodovinsko učno uro, si bom mal bolj pomagala s svojimi zapiski kot ponavadi, ker pač res nočem česa narobe povedati. Ampak ja, dajmo si pogledati te bizarne spolne prakse skozi zgodovino. Ampak verjetno je bilo to njim takrat čisto normalen. Bomo videli, kaj bo čez, ne vem, 100 ali pa 200 ali pa 300 let. Tisti generaciji se zdaj bizarno, kar mi počnemo danes. Tako da to bo tudi še zanimivo. Da sem to rekla, da bom jaz toliko časa živela in bom videla vse to, ampak ni bilo tako mišljen. Tako da ja, gremo kar na ta glavni del, da pogledamo te bizarne spolne prakse. Začela bom s starim Egiptom. Zato nisem še slišala, sem pa preverila in ja, se potrudila, da sem šla res preveriti te stvari, da niso bile samo tako neki navržene, čeprav mislim, da do nečesa bomo prišli, ker je bolj mitka pa kaj drugega, ampak je preživel prenašanje iz roda v rod to zgodbo, tako da bomo videli. No. V glavnem, tle sem bila ful presenečena, vi boste pa po moje tudi, dajte mi napisati, a ste za ta fakt že slišali ali še ne. V glavnem, ja. Stari Egipt. Približno 4000 let nazaj. Ženske so kot kontracepcijo uporabljale krokodilje iztrebke, pomešane z medom in z mleto akacijo. Jaz ne vem, kako so se pripravljali do tega, da so si to vtaknili noter, ampak ja, človek bo naredil marsikaj za nek cilj, a ne? Sliši se tako res ogabno, ampak njim se je zdelo pač to smiselno. Se pravi, zakaj? Dajmo mal en breakdown tega narediti, se pravi, dajmo malo razdeliti te tri sestavine, zakaj naj bi sploh služile. Se pravi, iztrebki so služili kot fizična pregrada, med je deloval kot naravni protimikrobni agent, vse to vemo, a ne pač vse te dobre lastnosti meda, a ne to medu, to do danes že zelo dobro poznamo, tako da je med. Akacija pa vsebuje spojine, ki lahko znižajo pH v nožnici, kar ustvarja manj prijazno okolje za spermo. Zdaj vemo, a ne pač tveganje za okužbo je bilo predvsej visoko, ne lih majhno, ne pa če si ti v vagino tlačeš pač tam neke iztrebke in tako. Ampak ja, zdaj, če gremo teoretično gledati, da njihova neka osnovna ideja je bila pregrada pa sprememba okolja, teorija ni tako nora, ampak pustimo pa izvedba je pa že nekaj drugega, ne? Tako, zdaj, če gremo, fizična pregrada, ja, vstavljanje kakršne koli trde mase v nožnice lahko deluje kakor neka mehanska ovira pač za vstop sperme do materničnega vratu, ne, ampak to ne pomeni, da si lahko vtakneš noter kar nek predmet ali pa karkoli popol ne bo nič, ne, ker kot prvo okužba ni zdravo, ni varno, sploh ne deluje na tak način, ne, kar to smo že rekli, ne, to je bil nek osnoven namen tle, ne, ampak ja. Med ima naravne antibakterijske in protiglivične lastnosti, to tudi danes vemo in, kakor sem že rekla, med je res fajn. Mogoče bi s tem zmanjšal tveganje za okužbe, ampak zihar ne dovolj, da do njih ne bi prihajali ali pač sploh, ker so to fekalije bile zraven zmešane.
Kar se pa akacije in pH-ja tiče, a ne, akacija pač v bistvu vsebuje polisaharide, ki ob fermentaciji lahko proizvajajo mlečno kislino, ta lahko res zniža pH, ampak nizek pH pač, ja, sprememba oziroma izredno nizek pH, ja, valjda pač oteži preživetje sperme v nožnici, ampak ne gre to čistko, ne, tako da ja, tle še en disclaimer, karkoli se tle navaja, to ni kot nasvet, to ni kot priporočilo, res gledamo sam te bizarne, bom rekla, spolne prakse, bizarne, pa ja, se je kar bizarno, no, mislim, nam se res di bizarno, to, da so si neke iztrebke tlačili noter, tako da ja, it is just for fun, pač sam za zabavo delamo tole. Ok, dajmo en skok v antiko. Isto, danes imam ful vezanih v bistvu takih, da preprečevanje nosečnosti. Tako da mogoče bi mogla drugače poimenovati to. Bizarne prakse za preprečevanje nosečnosti. Ampak dobro, nisem to. Tako da, ja. V antiki grški ginekolog Soranus iz Efeza, približno drugo stoletje našega štetja, on je v bistvu, ne bi rekla lih nek oče ginekologije, ampak precej aktivno se je ukvarjal pač z tem ginekološkim področjem. Ne? Ampak njegov način, njegov nasvet za kontracepcijo je bil ta, da pač medtem, ko pač moški ejakulira, da ženska zadržuje dih, da seme ne prodre pregloboko. Druga stvar, kar naj bi jo ženska naredila, je to, da naj pač kiha, s tem naj bi pač iztisnila seme iz telesa. Tle je bilo zraven svetovano še skakljanje, priklanjanje in pa splahovanje vagine in pa pitje hladnih pijač. Spet, vemo, da nobeno od teh metod ni učinkovita kot kontracepcijsko sredstvo. Ok, če malo opustimo zdaj to kontracepcijo, lahko skočimo na Kitajsko, iz Evrope na Kitajsko in bomo prišli do taoistične spolne filozofije, ki se v bistvu začela oblikovati že pred 1500 leti in tam so verjeli, da moški ima sam omejeno količino življenjske energije, to je ta yin, ne? In vsakič, ko je ejakuliral, naj bi s tem se mu ta življenjska energija zmanjšala, ne? In s tem je izgubil del življenjske sile. Zato so pač razvili cel sistem teh spolnih praks, kjer naj bi moški tako obvladal svoje telo, ampak hkrati užival v seksu, sam da ne bi prišlo do izliva. Se pravi, njim se je zdela ta ideja genialna, ne? Da ohrani vitalnost in dolgo življenje, pa ženska še zmeraj dobi zadovoljstvo, pa on dobi pač ta zadovoljstvo seksa, sam pač brez izliva. Ok, spet gremo. Teorija, super, praksa, po moje je bilo to zelo frustrirajoče. Ok, zelo zanimivo je pa to, da v bistvu so te ideje preživele do danes in vplivali so pač na te tantrične prakse in pa tudi na moderne debate o edgingu. Se pravi, o tem je tudi podcast, mislim, da je že bil narejen. Edging je, kadar s pomočjo te tehnike zadrževanja izliva, se pravi, da vedno preden ti pride, se ustaviš, pa pol spet se malo miriš, pa nadaljuješ, pa preden ti pride, se ustaviš, a ne da naj bi pa želel časa zdržati tako v postelji. Tako da ja, se pravi, za večjo vzdržljivost, pa potem tudi za bolj intenziven orgazem, ne, edging. In vse pač te taoistične, te spolne prakse in ideje so imele pač nekako vpliv na to, kar poznamo danes. Zdaj gremo pa srednji vek v Evropi. Ta del je zelo zanimiv, meni je ta del zelo zanimiv. Tle imam tudi mečkan več, tako da ja. Kakor vemo, a ne, je srednji vek bil zelo... Spolnost je bila obdana zelo z neko tako močno mešanco religije, vraževerja in
seks ni bil razumljen sam neki kot pač nek telesno dejanje, ampak nekaj, kar ima res lahko posledico na zdravje, na usodo ali pa celo prihodnost otroka. Zakaj? Ta prihodnost otroka boste pa videli zdajle. Takrat so namreč verjeli, da seks med menstruacijo povzroči rojstvo tako imenovanih čarovniških otrok. Takšni otroci naj bi izpadli deformirani, zaznamovani, obdarjeni z nadnaravnimi sposobnostmi. Tudi zaradi tega je bila menstruacija pač obdana z nekimi tabuji, pač od nečistosti do prepovedi, do določenih stvari, kot so spolni odnosi in pač kot vedno, tisto, kar je prepovedan, je ponavadi še slajše, zato je tudi tle ta prepoved delovala kot neka spodbuda za tiste, ki so res radi sprobavali meje. Tako da, ja, mogoče je pa tle tudi izvor tega fetiša o seksa med menstruacijo. Ne vem. Ok, potem naslednja zgodba, ki tudi ne vemo glih, če je čisto res, ampak tle gre tudi zagotovo za mit ali pa bolj za neko kazanje moči višjih slojev, ne vem pač, če je dejansko to bilo. Se pravi, znamenita zgodba o tako imenovani pravici prve noči. Se pravi, to je ideja, da ima fevdalni gospod pravico spati z nevesto svojega podložnika za njeno prvo pač poročno noč oziroma njuno. Se pravi, ampak tle, to se je pojavljalo v literaturi, pa v ljudskem izročilu, tako kot sem rekla, pač kot nek dokaz te fevdalne tiranije, ampak ko so zgodovinarji bolj podrobno pogledali vire, so ugotovili, da gre skoraj zagotovo pač za nek mit. Ni dokazal, da bi bila ta praksa dejansko uveljavljena, ampak je šlo bolj za neko simbolno zgodbo, a ne spet za neko dvigovanje moči plemstva. Ok. Naslednja so pač cerkvene pokore. Spolno življenje je bilo takrat zelo strogo povezano z občutkom greha in sistemom kazni. V nekaterih rokopisih zgodnjega srednjega veka najdemo prav tarife, se pravi, če je bila neka spolna praksa prepovedana, da je prav tarifa bila, pač kakšno kazen so za to dobili. Tako da to si bomo tudi malo pogledali, ampak recimo tle imam eno primer, recimo moški, ki je imel spolni odnos z živaljo, je mogel 15 let preživeti v strogi pokori in postu. Če je šlo za seks z drugim moškim, je kazen trajala recimo 10 let. Cerkev je zelo hierarhično razvrščala te kazni z zelo konkretnimi ceniki za različne pač te spolne prakse, tako kot sem že rekla. Tako da ja, če pogledamo masturbacijo, ocenjena je bila malo manj hudo, od 1 do 3 let pokore, ampak če si pa redno masturbiral, pa da pač so oni to vedeli, je pa lahko kazen potem tudi zrasla. Je pa tle zanimiv, da oralen seks je bil pogosto tako enako kaznovan kot incest. Tako da, ja. Ampak vse to je to, pač marsikaj v zgodovini je bilo drugače, kar je danes. To ne pomeni, da je bilo prav, to ne pomeni, da so bile privolitve v te stvari, zato ker dostikrat pridem na kakšne debate, v katere se pač ne vpletam, ampak rada pa preberem komentarje s to, da vidim, na kakšen način ljudje razmišljajo, in sicer dostikrat rečejo ljudje, sej to je bilo v preteklosti je bilo pa to normalno. Ali pa sej se jim je zdelo to normalno, zato ker to je bilo tako sprejet, ne vem, se je bilo normalno, da so se ful z mlajšimi poročali, se je tudi, ne vem, ženskam je bilo to v redu, pa normalen, pa ne vem kaj, pa še dosti taki komentarji padajo, zato ker je pač to v preteklosti in vse to je bilo po preteklosti normalen, pa v bistvu ni res, sam pač izbire ne bilo druge. To ne pomeni, da pač so ljudje, ki so bili v to
vključeni, da niso bili v to prisiljeni. Ampak ja, pejmo naprej na naše zanimive stvari. Ok. Če si imel spolne odnose ob napačnem času, recimo na petek, ko vsi pač vemo, da je pač petek malo bolj tak pomemben dan pri cerkvi, ali pa kakšne druge take zanimive dnevi, ko so, te čakaš 40 dni pokore. Tudi tle spet seks med menstruacijo do 1 leta, ali pa če si dovolil seksati v cerkvi, je bilo pa do 7 let strogega posta. V glavnem, te srednjeveški priročniki so bili res lahko kot ena računovodska knjiga grehov in kazni za te spolne prakse. Zdaj sem parkrat že omenila post pa pokoro, tako da to so zdaj neke take kazni, ki jih je grešnik moral upravljati po spovedi. Pod post spada dolgo obdobje brez hrane ali pa zelo skromno hrano, recimo kruh, voda, neki zelenjave in pogosto je bilo to samo ob določenih dnevih v tednu. Pokora je pa tle pač širši pojem, vključeval je ne sam post, ampak tudi molitve, darovanja, romanja, včasih celo fizično delo ali spanje na tleh. Bistvo je bilo to, da so kaznovali telo, da bi se očistili greha. Okay? Tako da recimo 15 let posta ne pomeni, da je nekdo jedel sam 15 let kruha pa vodo, ampak da je mogel v tem obdobju redno upravljati stroge poste, recimo določeni dni v tednu ali pa se odpovedovati raznemu razkošju poleg drugih kazni, ki so pač lahko bile v tej kori in tako. Zdaj pa meni ljuba viktorijanska doba. Tle viktorijanska doba je precej znana s to paniko pred masturbacijo. Zdaj, če se predstavimo v 19. stoletje, se pravi v viktorijansko dobo, pridemo do časa, ko je res vladala neka panika oziroma ne panika, ampak moralna panika glede spolnosti. In tle je bila masturbacija nekako tak največji sovražnik družbe. Takrat so v bistvu mislili, da samo zadovoljevanje vodi v slepoto, v norost, v izgubo zdravja in tudi celo v smrt. Zdaj, da bi to preprečali, so naredili kar veliko različnih stvari, se pravi pa so prišle določene iznajdbe. Pač vsi poznamo zdaj pač deviški pas za ženske, ampak ni bilo samo to. Tudi mlade fante so probali disciplinirati s kovinskimi pasovi in to so bili v bistvu nekako take posebne naprave, ko so po noč preprečevali erekcijo. Včasih so se celo posluževali obročkov s takimi bodicami, ki so ob najmanjšem premiku povzročili pač v bistvu bolečino. In zdaj, če danes to slišimo, se nam zdi kar nek taki vsek iz enega hardcore, BDSM scene, ampak ja, tam v 19. stoletju, v tej viktorijanski dobi pač se je to bilo jemanj kot neka resna medicinska rešitev. Za ženske je bila pogosta diagnoza histerija. To je bil zelo širok izraz za vse, od nervoze, do tesnobe, depresije, tudi prekomerno smejanje, pa do spolnega nezadovoljstva. In kako so oni to odpravili? Z ročno stimulacijo, Z ročno stimulacijo do orgazma. Takrat sicer niso rekli temu orgazem, ampak so rekli histerični paroksizem. Upam, da sem prav prebrala. Sem, ja. No. In kaj je prišlo ven iz tega, pač po teh, več kot očitno je bilo po teh terapijah zelo veliko povpraševanja in vse več povpraševanja in zdravnik niso imeli vedno časa ali pa volje, da bi pač to upravljali, zato so si izmislili mehanski pripomoček in zakaj? Zato, ker pač, tako kot tovarne, pač
pohitrili so postopek, olajšali mi je delo in to je bil v bistvu nek pionir vibratorjev, če se lahko izrazim. Je pa zelo ironično v bistvu, da je ena najbolj priljubljenih igračka ne nastala kot neka hladna medicinska naprava za zdravljenje domnevne histerije oziroma domnevne bolezni, bom rekla. Ne? Tako da ja, to je kar zanimivo. Ta kontrast tega. Ne? Gremo naprej. Afrodizijaki. Afrodizijaki so še danes zelo popularni in v bistvu afrodizijaki res segajo kar zelo nazaj v zgodovino, a ne zato, ker ljudje so zmer iskali neke skrivnostne napoje in čarobne sestavine, ki bi prebudile strast. Ena izmed najbolj razvpitih je bila tako imenovana španska muha, to še danes poznamo, španska muhca, Spanish fly, še danes se prodaja pod tem imenom, to ne pomeni, da je to notar. V bistvu ne vem, kaj je notar, ampak zdaj dvomim, da pač je to, a ne. Včasih je bila pa to dejansko pač kao iz neke muhe oziroma bolj natančno iz hrošča. Da je to ima tle latinsko ime napisano. Lita vesicatoria. V glavnem, oni so verjeli, da ta prah narejen iz tega hrošča lahko deluje kot zelo močan afrodizijak. V resnici je šlo pa za kar nevaren strup. Povzročajo hude bolečine, krvavitve in včasih celo smrt. Kljub temu je pa to kar dolg časa veljalo za skrito orožje nekih zapeljivcev. Tako da, ja, niso se posluževali samo tega. Drugje so se ljudje posluževali tudi raznih posvešenih živalskih testisov, upanje, da bodo tako v bistvu prenesli moč plodnosti nase. To prenašanje moči, ne samo plodnosti, ampak tudi drugačne moči in poguma in tako, to opažamo tudi v drugih teh, ampak ja, tle imamo danes to, ker pač je podcast o spolnosti. Za večjo verjetnost spočetja so si tudi mazali telo z živalsko krvjo. In če danes v bistvu nekako o tem razmišljamo, se nam spet sliši to bolj kaj recept za neko bolezen, pa za nek romantičen večer, pa on strasti. Tako da ja, ampak tle se dobro vidi, da so ljudje bili pripravljeni res probati vse, da bi povečali svojo plodnost, svojo spolno željo, užitek, a ne, tle se res dobro vidi. Da imam pa še nekaj primerov, meni se zdi zelo zanimivo to, no. Še nekaj primerov različnih teh afrodizijakov. Tako da dajmo kar pogledati. Mandragora ali mandragora, ne vem, kako se naglasi. Ta rastlina že zgleda tako zelo mistično. Za tiste, ki jo poznate, za tiste, ki ne pejte pogooglati, pa boste videli, da zgleda res tako zelo posebno. Tudi dostkrat se pojavlja v kakšnih teh filmih, ki so povezani s čarovnijo, recimo v Harryju Potterju, ne? Se spomnite v njih kričečih. No, to je izpeljanka iz pač iz te rastline. V glavnem mislili so, da ima ta rastlina res neke čarobne lastnosti, a ne? In v srednjem veku so verjeli, da korenina v obliki človeka prinaša plodnost in povečuje poželenje. Uporabljali so jo pa sicer že v antiki, tudi kot afrodizijak pri ritualih. Se pravi, veljala za nevarno in stropeno rastlino, ki je simbolno povezovala čarovništvo in spolnost. Kako sem rekla. Tale me je malo presenetil, čeprav se mi zdi, da sem že slišala za to, ampak morski konjički. V kitajski medicini so jih v bistvu sušili, pa jih potem zmelili v prah in jih v bistvu pili kot nek napoj za moč in spolno vzdržljivost. Je pa res, da jih tradicionalna kitajska medicina uporablja res že zelo dolg časa in na črnem trgu danes se pa v bistvu išče kot nek še zmer naravni tonik za plodnost, čeprav zdravstveno potrjenega učinka pač res nimajo, ne. Pa je ena taka spet žalostna, ne vem, to s morskimi konjički pač tako je žalostno, ne, pač ker trebijo živali po nepotrebnem. Nosorogovi rogovi. Zato jaz vem iz svojih dni, ko sem še zelo rada spremljala Animal Planet,
Te rogovi že zelo dolgo veljajo pač za simbol moči, za simbol potentnosti. Dejansko nimajo nobenega učinka, a ne. Spet uporabljali so jih predvsem v Aziji, ker so verjeli, da pač spet ta prah iz tega roga zdravi impotenco in krepi spolno moč. Vemo pa, da v bistvu rog je iz keratina, ne, se pravi, da je ista snov kot lasje in nohti. Tako da ja. Pol imamo naprej. Jajca, polžev in žuželk. Uporabljajo se kot nek kaviar v bistvu, ki naj bi prebujal poželenje. Spet iz neke... Tle dosti teh stvari se izpelje iz tega, da je pač neka stvar deluje zelo eksotično, a ne, in zato, ker deluje zelo eksotično, a ne, je to redko in zaradi tega pač lahko, da ima neke zdravilne učinke, krepi spolni apetit in tako. Je pa res, da ne sam jajčec, ampak so tudi spet delali iz drugih kakšnih teh žuželk, spet pač posušenih prah in so ga pili kot tonik za moč. Prej sem omenila mazanje živalsko krvjo, ni šlo samo za mazanje, šlo je tudi za pitje živalske krvi, ali so jo pa mešali z vinom, se pravi kot nek simbol plodnosti in vitalnosti. To je bilo pa v Evropi in Aziji, so najdeli pač takšne zapise. Čokolada. To so pa, Azteki so jo pili kot grenki kakavov napoj in so pač verjeli, da spodbuja strasti in daje moč v ljubezni. Čokolada je tak. Čokolada pa je, no, mislim, čokolada je pa pač posebna. Jaz sem velik fan čokolade in tle ne bom nič rekla. Tle mi je bilo zelo zanimivo to, da en vladar Aztekov Montezuma naj bi spil več skodelic kakava pred obiskom harema. Danes vemo, da čokolada vsebuje pač neke dve snovi, ki brez veze, da pač, da vem, bomo vsem prebrala. Teobromin in fenilet. Meni se tako zaplete jezik pri teh stvarih, se znam brati, obljubam, da znam. Feniletilamin. Aha, ok, tako je lažje, ja, ko si sestavim besedo, ki pač izboljšata razpoloženje in zato se je tudi ohranil njen ta afrodizični sloves. Je pa res, da danes na trgu najdemo te čokoladice, ki so prav namenjene kot afrodizijak, ki pač vsebuje še druge snovi, kar izdvignejo razpoloženje, malo nam pospečijo krvni obtok in tako, da potem res nam malo pomagajo pri spolni sli. Tako, spolna sla. Okay, zdaj bom pa tle napisan dve zelo znani ženski. In sicer prvo imam Katarino Veliko. To je 18. stoletje v Rusiji, ne? Tukaj res najdemo eno izmed bolj posebnih zaposlitev v zgodovini spalnice in to mogoče bi bilo všeč tistim, ki imate radi stopala, se pravi, ki imate fetiš na stopala. Govorice pravijo, da je Katarina Velika imela posebne služabnike, ki so v bistvu bili žgečkalci stopal. Njihova naloga je bila ta, da so nežno žgečkali njena stopala in ji pripovedovali različne, pa če bo rekla, kaj je dirty talk, da bi jo pripravili na seksane. In to je bila zdaj tako uradna oblika neke njene predigre. Tako da ja, to se mi zdi zanimivo. Pa imam pa še tle Kleopatro, ki itak ne moramo spustiti ven iz tega. Tako. Tle je zelo verjeten to mit, da ni bilo to res, ampak je preživel in poglejmo, kaj so rekli. O njej kroži legenda, da si je v bistvu izdelala primitiven vibrator tako, da je vzela pač bučo in pač votlo, in vanjo naj bi zaprli žive čebele
zaprli pač prav noter Italiji in zaprli potem to tudi. In dokler so te čebele bezlale not in prhutale izkrili in bzz, naj bi v bistvu to njihovo brnenje pa prhutanje kril ustvarjalo vibracije in tako naj bi pač tista bučka se tresla in bila kot nek primitiven vibrator. To je pa tako, drugače ena izmed bolj znanih spolnih anekdot. Takole. Zdaj imam pa še 20. stoletje. Tle imam dve stvari, ki sta izredno zanimivi, pa ne toliko dolg nazaj. Obedve sta ameriški in sicer ta je kar zanimiva. Obstajal je gospod John R. Brinkley, on je bil po domač povedan mazač. On je bil nek samooklican zdravnik, ki je v bistvu zaslovel v 20 letih prejšnjega stoletja in on se ni ukvarjal sam s tem, kar bom zdaj opisala, ampak se je pač ukvarjal z različnimi področji zdravstva. Tako da ja. Legenda pravi, da se je vse začel, ko je k njemu prišel en pacient in je vprašal, če lahko pozdravi nekoga, ki je pač spolno zelo šibek. Brinkley je pa njemu v šali odvrnil, da če bi imel vse par kozjih žlez, tako imenovanih žlez, da pol ne bi imel nobenega problema. Potem naj bi ga ta pacient malo tako presenetil in je rekel, pa dajte poskusiti. In res, pač ta Brinkley je opravil ta poseg za nekih $150, kar bi bil v današnjem času nekak ekvivalent. Tle nimam, tle nimam ekvivalenta, napisan imam za pol. Ampak ja, čeprav pol kasneje naj bi vam prišlo, da je pač v bistvu lih ta mazač prosil tega pacienta, da mu plača, pač, če sem prav razumela, da naj bi mu plačal, da lahko pač naredi ta eksperiment. Ampak prišlo je dejansko do tega, da je Brinkley ponudil to storitev kot neko redno stvar na svojem ceniku za $750. To pa manj tle napisan, to naj bi bilo danes skoraj $12,000. Se pravi, on je moškim v njihovo mošnjo kirurško vstavljal koščke kozjih testisov. Pri ženskah pa jih je nameščal v trebušno votlino blizu jajčnikov. Seveda se to tkivo ni nikoli prijelo, telo ga je zaznalo kot tujk in ga pač srkali, probali, ne vem. V glavnem prišlo je do polha nekih infekcij, zapletov, več kot očitno pač tle ni nobenega medicinskega učinka, ampak pač Brinkley je dejansko postal milijonar. Ne se ni delal sam tega, se je tudi druge stvari pač delal, ampak ja, on je bil zelo tak, kako bi rekla, zelo dobro se je posluževal marketinga, tako da v bistvu, ja, tudi po radiju in tako. Tako da ja, v bistvu ta njegova zgodba je nek en klasičen primer šarlatanstva, ampak dokaz tudi, tak močen dokaz v bistvu, koliko so ljudje pripravljeni iti telč, da bi pač nekaj izboljšali na področju spolnosti, na področju plodnosti, ampak tako, to ni bilo, ne vem, v srednjem veku, ampak je bilo, ne vem, 100 let nazaj. Tako da, ja, to je kar zanimivo. Okay. Zdaj imam pa še eno zgodbo, ki je tudi, mogoče vidite kakšne mime na to varianto narejene, ampak isto, kot sem rekla. Isto v Ameriki. V 20. pa v 30. letih je bilo eno najbolj priljubljenih čistil pri njih Lizol. To je bilo v bistvu neko gospodinjsko razkožilo podoben, kakor pri nas, ne vem, Domestos, recimo. Takrat je bila kontracepcija precej neka tabu tema, pa pogosto nedostopna in podjetjem se je zdelo ful imeniten, da bi oni to malo izkoristili in so ta Lizol začeli oglaševati kot sredstvo za vaginalno izpiranje. Slogan je bil pa za svežino, čistost in zaščito pred nezaželenimi posledicami.
Jaz sploh ne moram. Včasih, ko bereš kakšne take stvari, ampak kaj češ, pač ljudje. Problem bil v tem, da takratni lizol pač je vseboval močno strupene spojine. Pač že danes imajo čistila pač strupene spojine, ampak če pa pogledamo za nazaj, ko za dosti stvari sploh niso vedeli, koliko so strupene, pa še hujša, ne. V glavnem, ja, itak je prihajalo do nekih hudih kemičnih opeklin, vnetij, neplodnosti in pa tudi dokumentirani so bili celo smrtni primeri zaradi zastrupitve in poškodb. Ampak najbolj šokanten je, da pač reklame, ki so bile za to narejene, so bile pač tako čistko navadne, pač čisto običajne, pač to je bilo v revijah, to je bilo v časopisih, z nekimi najbolj nasmejanimi ženskami, ki so tako, to je moderna znanost, super, ne, lete, kako so nas rešali, ne. Mislim, rešali pač. V resnico jim pa pač prodali neko res nevarno kemikalijo, ne. Kaj je njim pač res uničila zdravje popolnoma, ne. Zdaj pri nas ta lizol nikoli ni imel take vloge, ampak v Ameriki pa pač ta zgodba velja za eno bolj dramatičnih, bolj drastičnih primerov, koliko nevaren je lahko v bistvu, ko neke tabu teme, kot je kontracepcija, gre reševati marketing, ne pa medicina. Tako da ja, to bi bili ti bizarni primeri. Jih je še mnogo več, ampak mislim, da si jih bom, če vam je bilo to všeč, ne pozabiti stisniti lajka, pa mogoče kaj komentirati. Jaz z veseljem naredim še kakšno tako epizodo, jaz sem ful rada te stvari, ful rada raziskujem te stvari. Tako da, dajte mi malo napisati, če vam je bilo cool. Zdaj tako, v kontrast zgodovine sem pa za nek ponovno vam pokažem kakšen izdelek, tako da tudi danes vam ga bom in da vam pokažem nekaj. Ne bi rekla, da je lih bizarno, meni je ful zabavno, pa ful lušten izdelek je, tak mal za nasmejati se ali pa za reševanje kakšnih zvez, ki imajo včasih mogoče kakšna potovanja vmes, se pravi pa že, da je en na enem koncu, drug je pa na drugem koncu, pa se malo pogrešata. Bo imelo smisel, ko vam pokažem, ampak ja, jaz osebno tega še nisem probala, pač s partnerjem, ker to je, da moški naredi, ampak je pa en par, ki jih poznam, tako da sem lahko dobila iz prve roke informacije, aj fino ali ne, pa pol sem šla tudi še na internet preveriti reviews, da vidim, kaj imajo ljudje o tem zapovedati, tako da vam pokažem zdajle, zakaj se gre. Ok, in gre se sicer za tale izdelek, Clone Willy, se pravi dejansko lahko iz silikona narediš odlitek svojega korenjaka. Zakaj sem omenila, da je to luštan za kakšne pare, ki so mogoče v tisto ločeni zaradi kakšnih službenih potovanj in tako, je, kad ti tvoj naredi odlitek svojega penisa in ga imaš tako lepo zraven. Noter v bistvu noter dobiš vse, kar rabiš, se pravi, da narediš in kalup in potem tudi sam izdelek. Pa noter imaš potem lahko narediš še tak, ki vibrira, se pravi, da pač ostaviš noter še tak vibratorček. Kaj je bilo pomembno pri temu izdelku, kar sem videla na reviewsih, pa me je tudi par opozoril, je to, da je res treba dobro slediti navodilom in da potem je pač res easy da narediti. To sem tudi zasledila na teh reviewsih, se pravi, da če tisti, ki so res napisali, jaz sem pač res sledil navodilom, kako narediti in tako, in da je bilo res pač ful lahko in lušten in zabaven, da je tak zabaven experience, da tudi radi podarjajo to za kakšna mal taka gag darila, se pravi zabavna darila, tako da, ja, se pravi, to je izdelek, kjer lahko narediš repliko svojega penisa, da ima tvoja draga ali dragi ga lepo ob sebi. Tako da, ja. Torej, Clone Willy, bom dal še postila link. Je pa kar radi kupijo to, no, kar radi kupijo to. Zaenkrat še nisem videla, da bi kakšna od manjših strank imela slabo izkušnjo. Tako da, ja, če pa poznate, pa mi lahko napišete dal. Tako.
Zdaj, v prejšnji epizodi sem obljubila, da bom vedno vključila tudi vprašanja poslušalcev, ki mi jih lahko napišete na naše socialne omrežja, e-mail, kakorkoli. Tako da danes bom odgovorila na 2 vprašanji. Ta prvi je bil en tak zelo pričakovan. Pričakujem tudi, da bo večkrat to vprašan, ga bom pa vključila na vsake toliko epizod, če se bo večkrat ponavljalo, da ne bo lih v vsaki. Pa da kar preberem. Prvi analni seks, kaj treba paziti in na kaj se pripraviti vnaprej. Zdaj, lih v prejšnji epizodi sem tudi govorila o tem, ker pač bilo to med najpogostejšimi vprašanji, ampak z veseljem odgovorim še enkrat. Se pravi, če prvič seksaš analno, je zelo pomemben prvo to, da sta res oba dva s tem strinjata. Drugič, tistka bo prejemal, če se boš bolj udobno počutila ali pa počutil tako, da si prej narediš klistir, to tudi nared. Na voljo imaš, na naši spletni strani imaš na voljo razne te bučke za klistirati, se pravi, tako pride taka bučka, pa pol tako ven cevkica, v to bučko naliješ, silikonska bučka je voda, zašraufaš, lubrikantaš na uno cevkico gor in stisneš tekočino v anus. Tekočina naj bo mlačna, prijetna, ne sme biti zelo mrzla, ne sme biti vroča, ker pač isto lahko si povzročiš opekline, mrzlo je pa pač neprijeten, pa ni lih fajn. Tako da parkrat tako narediš, pa fajn je, da delaš klistir nekaj časa pred spolnim odnosom, ker lahko ti mal tudi ta peristaltika črevesja začne delati, pa te pol prime kakati, pa se moraš pa še enkrat očistiti, tako da ja. To, kar lahko narediš pa še pred tem, je, da pa, če recimo si tako kot jaz, da te ta čistoča izredno skrbi, se lahko pripraviš s hrano, se pravi, da ješ hrano, ki ni težko prebavljiva, da ješ lepo vlaknine in tako nelih jed kakšnih prebrancov, pač tisti dan ali pa en dan prej. Pač, se pravi, stvari, ki bi te napihovale, ki bi povzročale, ne vem, da bi že kakšen dan nekako ali pa take stvari, se pravi, pač bolj zdrava prehrana in tako. Pa mogoče se ne lih undaglih napokat fulane. Pač ješ normalno, ne se zdaj stradati, ne zdaj to v neke skrajnosti, ampak tako hočem reči, pač ne lih prebranca jesno. Pol, kaj lahko še narediš, je spet o tej čistoči, če te to skrbi, če imaš le zadržke. Zakaj je to tako pomemben? Zato, ker ljudem, jaz sem ena izmed takih, da pač mene ne skrbi, da jaz ne bi bila sproščena s partnerjem, mene skrbi, da bi prišlo do kakšne take nesreče, pa ne, da bi komu vsajala strah, jaz govorim izključno o osebni izkušnji. Jaz vem, da če pač to ne bo poštiman pol, jaz ne bom sproščena in če nisi sproščen, stiskaš svoje ritne mišične danusa mišice skupaj in potem pač ne gre in lahko boli in tako. Tako da jaz pač raj naredim te priprave, da vem, da bom pol sproščena. Tako da ja, lahko si naštimaš kakšna brisača na posteljo, kakšne te intimne robčke in tako, da če bi do česarkoli prišlo, da pač nimaš lih posle umazane, da pač se lahko takoj obrišeš, da se tudi pogovoriš s partnerjem. Pač tist, ki penetrira, pač naj se zaveda, ne pač če se bo tvoja punca ali pa fant ali pa kakorkoli s kom to delaš, če bo pač kaj umazan, če bo kakšen kakac prišel, ne pač ne smeš ti reagirati, fuj, kaj delaš. Tako da to. Kar se tiče samega analnega seksa, vedno naj bo stimulacija, če se gre tle za žensko ali pa tudi za moškega, ne pač stimulacija spolnih predelov, klitorisa ali pa če se gre za moškega, pač tudi penisa in tako, ampak tako iz svojih izkušenj najprvo pač ne zdaj, danes bo analna seksala, umila si se, da je nastal rit, da je vanot. Tudi ne sam prst, noč. Pač prvo se normalna predigra, mislim normalna, tako kot jo imata ponavad, oralen seks, stimulacija pač, tako. Na ta način, potem pa, ko se lota samega analnega, lahko je tudi med oralnim, pač nujno lubrikant. Okay? Lubrikant, anus se ne vleži sam, tako da lubrikant. Že med samim oralnim seksom ali pa kaj, če jo pač ližaš ti dol, lubrikant na prste z enim prstkom, ne malo krožati po anusu, pa pol probati not, 2 prstka, kakšen manjši analni čepak in tako še lepo tem s penisom, ko je pač dovolj vzburjena, ko je dovolj sproščena. Če vmes, recimo,
čuti, da bi rabila še kakšno stimulacijo, lahko kakšen vibrator na klitoris, pa tako, da ostane ta sproščenost in tako, da ni cel fokus, da je tako, mora imeti sproščena anus, pač da bo šlo noter. Nikdar ne sme boleti, nikdar ne sme priti do tega, se bom potrpela, se bo hiter konc. Če je kakršnakoli bolečina, ustaviti se, umakniti, da tven karkoli imaš noter. Plus tega zelo pomembno, kot sem rekla, lubrikant in pa če imata igračke, ne uporabljati vibratorjev ali pa kakršnih koli dildov, ki nimajo razširjene baze. To lahko uide v anus in ne boste dobila več ven in boste imeli obisk na urgenci in ne romantičnega analnega večera. Ok, se pravi, priprava za čistočo, lubrikant, prave igračke, začeti z majhnim, pa predigrati toliko časa, kar rabita. Če ne gre, ne siliti, poskusiš drug dan. Lahko se in čutiš, da nimaš kol prebave, takrat lahko si imel ful stresen, si imela ali pa mi kakorkoli ful stresen dan v službi, se ne moreš sprostiti in tako nivno, sej bo. Če ne gre, pač tisti dan ne bo provita drugič. Ker če bo prišlo do slabe izkušnje, bo zelo velika, bo večja verjetnost, da bo vstal nek slab spomin in bo naslednjič pač probavanje tega težje. Ok, to je to. Drugo vprašanje je bilo, včasih imam po seksu tak čuden feeling, kar naenkrat me zgrabi žalost ali pač neka preznina, čeprav bilo vse ful lepo, je to normalno. Ja, to je normalno, ima celo neko strokovno ime in to je postkoitalna disforija oziroma postkoital disforija, po angleško PCD, tudi kratica iz tega izvira. To je v bistvu pojav, ki človeka po nekem spolnem odnosu, ne glede pač na to, kakšna je bila izkušnja, pač da je bil dober spolen odnos, dober seks, lahko te prevzame občutki žalosti, razdražljivosti, praznine. Zdaj pač tako. Kar se tiče samih raziskav, jaz sem dobila nekje podatek, da naj bi to doživljali nekje od 30 do 40% ljudi, vsaj enkrat v življenju. Pri nekaterih je to redka izkušnja, pri nekaterih se pa to lahko ponavlja. Zdaj, če je to sem pa tja, da se malo zgodi, ni nič takega, če je pa to neka stvar, ki vztraja in se pojavlja izredno redno, oziroma pač redno, je pa fajn obisk terapevta. Zakaj se to dogaja? Lahko zaradi kakšnih hormonskih dejavnikov, pač te pri spolnem odnosu vemo, da se nam neke stvari pač sproščajo, ne sproščajo kakorkoli, oziroma se sproščajo. Sproščajo se oksitocin, prolaktin in pa endorfini. Ti hormoni lahko ful hitro, ti hormoni so tako upperji, se pravi, ful se dobro počutimo po njih, ful so fajn za nas, tako smo malo zadeti in če je hiter padec tega, lahko pride pač do te žalosti in praznine. Lahko so kakšni psihološki dejavniki, se pravi, da pač določen spolni odnos ti v bistvu sprož neke občutke ranljivosti, travme, tesnobe in tako. Pa je pa tudi dejavnost intimnosti. Se pravi, seks je lahko zelo intenzivna izkušnja v smislu, da ko se konča, pride občutek praznine, tako, ne vem, pri kakšnem čustvenem izbruhu. Nekje je ful, pa je pa pač konca. In kakor sem rekla, če se to zgodi občasno, ni nič takega, se pač zgodi. Kaj pomaga? Pomaga, če po seksu si vzameta čas za nežnost, za crkljanje, za stiskanje, za pogovor, da ni hop, konc in to je to. Zdaj pa gledala naprej TV ali pa so prevalila vsak na svojo stran posle, pa pač zaspala, razen pa če vama to ustreza, to je res za primer, kako lahko mogoče malo rešita te stvari. Če pa se to zelo pogosto pojavlja in začne vplivati na tvoje počutje, na tvoj odnos, je pa res zelo fajn partnerji tako povedati, ne pač, da so te občutki mogoče včasih prisotni, če pa res tako hudo, pa pač je tak potem strokovnjak. Ok. Tedenski izziv. To sem tudi rekla, da bom vključevala, tako da. Tedenski izziv, bom tak mal zabaven, vsaj meni se zdi, dajte poiskati en star, se pravi pač zgodovinsko dejstvo v spolnosti, pa ga pač vsak
v paru naredita to. Če nimaš veze, naredita s prijateljico, s prijateljem, če pač sta tako, kakorkoli. Pač v glavnem vsak naj poišče en ta fakt, pač dejstvo, pa si ga izmenjajta, pa malo predebatirajta. Namen tega je, da se malo nasmejete, da odprete malo debato, da se spomnite, da je pač spolnost bila vedno polna eksperimentov in da če vidite tisti, ki imate problem skomunicirati, kako bi radi kaj eksperimentirali s partnerjem, partnerko, da vidite, da pač zmer bilo tako, da so pač nekaj probavali. Ok. Čaka nas še fun fact. In zdaj, meni se je zdel ful smotan, da dam jaz nek fun fact, včasih so iz tega izdelovali to. Ampak bom dala en fun fact iz sodobnega časa v kontrast temu, kar smo govorili danes. In sicer, mi vsi vemo zdaj, da so vibratorji in vse te igračke že ful napredovale in v funkcijah, in v materialu, in v samoživmu temu, in povezuje se z aplikacijami. Ampak dejansko obstaja vibrator, spet poveže se z aplikacijo, ampak ta je toliko pameten, da v bistvu ima noter neke nanosenzorje in ti lahko narediš celo analizo svojih orgazmov in si s tem tudi zboljšaš svoje spolno življenje. Se pravi, on meri kontrakcije tvojega medeničnega dna, temperaturo, gibanje, vse je živo, tako da ne dobiš samo orgazma, ampak celo analizo. Tako da ja, to je kaj en Fitbit, a sem prav rekla, kaj en Fitbit za tvoje užitke, sam v bistvu ti ne teži, da narediti 10,000 korakov. Pa nič ni narobe tisti, ki jih delate, you're doing great, super vam gre, ustrajate, ampak tako, mal se moram pohecati. Ok, to je za ta teden to. Jaz upam, da vam je bilo cool, da vam je bilo zanimivo. In ja, zgodovina spolnosti je pač res vse prej, kakor pa dolgočasna. Da se tako spomniš, ne vem, mogoče ste eni imeli ful radi zgodovino v šoli, jaz je nikoli nisem imela. Jaz sem imela zgodovino rada takrat, kadar sem jo raziskovala sama. Bila mi je zmer ful zanimiva, ampak ne v šoli. Tako da ja, zgodovina res ni dolgočasna, res ni, je fajn. Ob kakšnih teh praksah, ki so jih imeli takrat, se res zgražamo, ampak v bistvu, kakor sem že rekla, ljudje so vedno iskali načine, kako zboljšati svoje spolne življenje, kako raziskovali so, kako čim bolj uživati v spolnosti in tako da ja. Vse, kar lahko rečem, glede na to, kar sem danes prebrala, je pa to, da sem srečna, da živim v tem času, ker imamo pač dostopne stvari za medicinsko dostopne stvari, za higieno in ostale stvari. Tako da, ja. Kot ponavadi te pa še vabim, da če ti je bila epizoda všeč, če ti je všeč ta kanal, če ti je všeč podcast, stisni subscribe, stisni like, pusti kakšen komentar. In to je to za danes. Se gledamo naslednji teden, vi pa uživajte ta cajt. Čau!